Življenje po smrti, resnica o vicah, nebesih in peklu. Ločenost duše. Dragi prijatelji, smrt je ločitev duše od telesa. Tako se dva bistvena elementa človeške narave, ki sta bila v času našega zemeljskega obstoja tesno združena, sedaj ločita eno od drugega. Naše telo postane truplo, ki se razgradi v pričakovanju vstajenja mesa. Zato se ob smrtni uri duša loči od telesa, vendar še naprej obstaja sama zase. Kaj lahko povemo o ločeni duši, torej o njenem stanju od trenutka smrti do vstajenja teles? Najprej, v strogem pomenu besede, ločena duša ni človeška oseba. Zakaj? Za človeško osebo je potrebna popolna človeška narava, ki jo sestavljata telo in duša. Telo ni drugotnega pomena ali zgolj dodatek, ampak je bistvena sestavina človeške narave. Iz tega sledi, da duša ni ves človek, ampak samo njen del. Po smrti duša nadaljuje svoj obstoj, vendar ne sestavlja popolne človeške narave in torej ni človeška oseba. Zato svetniki, ki so sedaj v nebesih, z izjemo Device Marije, v strogem pomenu besede niso človeške osebe. To ne pomeni, da duša, ločena od telesa, ne more imeti nobene osebne dejavnosti. Nasprotno, vemo, da duše blaženih že uživajo v gledanju Boga. Gledanje Boga iz obličja v obličje je najbolj vzvišena dejavnost za vsako ustvarjeno bitje. Svetniki v nebesih nenehoma spoznavajo in ljubijo z neskončno večjo močjo kot mi na zemlji. Ločeni duši, čeprav ni oseba, so dane lastnosti osebnosti, kot so samozavedanje ter zmožnost poznavanja in zmožnost ljubiti. Dva načina obstoja človeške duše. Tako pridemo do sklepa, da ima človeška duša dva načina obstoja. Pozna dvoje stanj. Naravno stanje, ko je združena s telesom, in stanje, ki ga teologi poimenujejo mimo naravno, ker je od telesa ločena. S pridevnikom mimo naravno označujemo stanje, ki je na pol poti med povsem naravnim in čudežnim. Običajno stanje duše v združenosti s telesom, ko je od njega ločena, doživlja neko obliko nasilja. Vendar ločenost duše ne pomeni niti povsem protinaravnega, niti čudežnega stanja. Zato, ker je duh neomrljiva in lahko obstaja brez telesa. Stanje ločene duše je paradoksno. Ni niti povsem naravno, niti proti naravi, imenujemo ga mimo naravno. Življenje od telesa ločene duše. To paradoksalno stanje ločenosti duše najdemo v njeni dejavnosti. Ločena duša ni v stanju podaljšanega spanca, kot si je predstavljal Luther, temveč je dejavna ustrezno svojemu novemu stanju. Sveti Tomaž piše: nobeni resničnosti ni odvzeta njej lastna dejavnost in tako moramo priznati, ker razumna duša obstaja tudi po smrti, na nek način tudi razmišlja. Da, toda kako? Kako se lahko rodi misel, ki se oblikuje brez možganov, brez domišljijskih podob? Seveda je to mogoče, ker je misel nesnovna dejavnost. Toda na zemlji nimamo nikakršne izkušnje te vrste. Kajti, ko je duša združena s telesom, se naša misel oblikuje vedno v odvisnosti od petih čutov, spomina in domišljije.
Da bi razrešil težavo, je sveti Tomaž pripisal dvema načinoma obstoja človeške duše dva načina spoznavanja. Ko je duša združena s telesom, skladno s svojo naravo misli in se hrani iz čutnega sveta. Prijema informacije in od spodaj iz zasnovne stvarnosti, ki jih spoznava, čuti. Ko pa je od telesa ločena, sprejema v svoje razmišljanje informacije od zgoraj, neposredno od Boga, tako kot angeli. Ideje, ki jih potrebuje za svoje razmišljanje, prejme z razsvetljenjem. Bog sam ali angeli hranijo naše razumsko življenje tako, da vlivajo v duha ideje in predstave. Paradoksna popolnost ločene duše. Ali ločena duša kaj pridobi s tem novim načinom spoznavanja? Da in ne. Da, kajti samo po sebi je spoznavanje z razsvetljenjem popolnejši način poznavanja. Zgodi se takoj in ni potrebe po premišljevanju in ni tveganja, da bi se zmotili. Po drugi strani pa ta način ni najbolj prilagojen človeku. Zgodi se podobno, kot bi prvošolček sledil predavanjem iz astrofizike Alberta Einsteina. Informacije bi bile prvovrstne, toda na takšnem nivoju, ki ni sorazmeren z zmožnostmi učenca. Ker je človeški razum najšibkejši, ohranja od prijetih razsvetljenj le zmedeno in nepopolno poznavanje. Zato ločena duša, ko prni po vstajenju telesa, ko bo spet prijela svoj človečen in svoje naravi ustrezen način spoznavanja. Poudarimo, da je situacija za duše, ki so v nebesih, drugačna od tistih, ki so v peklu ali v vicah. Blažene duše uživajo blaženo gledanje in zato nadnaravno spoznavajo Božjo naravo in vse, kar Bog hoče, da bi poznale, tudi določene zemeljske dogodke. Duše v peklu so prikrajšane za to poznavanje. Dejanja ljubezni ločene duše. Poglejmo še zadnji vidik ločene duše, ki je čustveno delovanje, kot je na primer ljubezen ali veselje. Vse to seveda obstaja pri dušah blaženih, a brez čutnega in strastnega vidika, ki sta povezana s telesom. Sveti Tomaž natančno pojasnjuje, da ločene duše izvajajo dve glavni vrsti prostovoljnih dejanj, ljubezen in veselje. Ti dve dejanji obstajata pri blaženih, vendar brez čutne in strastne razsežnosti. Zakaj? Ker je strast vedno povezana s telesom, telo pa ne bo več skupaj z ločeno dušo. Dejanja ločene duše nikakor ne morejo biti v nasprotju z njeno zadnjo voljo ob smrti. Življenje ločene duše je sestavljeno iz sosledij dejanj misli in volje, kar implicitno pomeni nek časovni okvir. Kakor hitro obstaja sosledje dejanj, obstaja tudi oblika časa. Toda čas, v katerem živi ločena duša, ni enak času, kot ga poznamo na zemlji. Po smrti živi duša v drugačnem času, ki je podoben angelskemu. O skrivnostnem stanju ločene duše lahko povemo le toliko, saj razodetje o tem govori zelo malo, pa tudi filozofski viri so precej omejeni. Zagotovo je takšno pomanjkanje informacij hotela Božja previdnost, da bi v nas poživila željo, da vse to v veselju blaženega zrenja osebno izkusimo. Nebeško bogoslužje